Dragi bratje in sestre, današnji slovesni praznik apostolskih prvakov svetega Petra in Pavla ima globok pomen tudi za naše osebno krščansko življenje, kajti nosi močan pečat pripadnosti katoliški cerkvi. Peter in Pavel veljata za stebra svete cerkve in vsak na svoj način ponazarjata nenadomestljivo vlogo in mesto duhovniške službe v cerkvi. Naša vera nikoli ni nekaj nedoločnega ali nekaj abstraktnega, ampak se vedno dogaja v zgodovini, v času, v prostoru, v konkretnih okoliščinah našega življenja in tudi konkretnim ljudem. In to se še naprej uresničuje tudi danes in tako se bo vse do konca časa. Evangelist nam govori o Petru kot skali. Podoba skale je podoba trdnosti, gotovosti, predvsem pa tudi zvestobe. Petru je bilo zaupano, da trdno varuje krščansko identiteto, lahko bi rekli našo istovetnost, da kristjani ostajamo to, kar smo, torej resnično kristjani. V svetu, ki sam po sebi ni krščanski in se bo krščanstvo vedno opiral, potrebuje cerkev z veliko začetnico, vodstvo, ki bo skrbelo, da kristijani ostajamo to, kar smo, istovetni temu, ki nas je ustanovil, da živimo to, kar Jezus v Evangeliju pravi, po njegovi zamisli v njegovi cerkvi. Da bomo na svetu, da bomo ljubili svoj čas in svoje sorodnike, da pa nikoli ne bomo od tega sveta. To pomeni, da se s tem svetom ne bomo tako pomešali in se ne bomo pustili od njega tako vplivati, da ne bi več postajali zvesti Gospodovi učenci in živeli njegov evangelij. Zato ima v krščanskem občestvu tudi duhovništvo ravno to nalogo, da od diakona preko mašnika, škofa in papeža skrbi za to, da kristijani ostajamo zvesti temu, kar nam je Jezus naročil in predvsem tudi izročil, in da se temu v našem življenju nikoli ne izneveri. In Jezus prav v današnjem evangeliju lepo poudarja, da nam vere ne razorevata meso in kri, se pravi človeška pamet in človeško življenje, torej naša človeška narava. Najvišjo resnico nam daje Bog sam, Oče, ki je v nebesih in se nam razodeva v svojem Sinu Jezusu Kristusu. Zato je tudi Jezus sam poskrbel, da razodeta vera ne bo nikoli izginila ali se ne bo nikoli popačila. In troje, bratje in sestre, Petrova služba v cerkvi, kako smo slišali v Evangeliju. In tej službi smo pridruženi diakoni, duhovniki, škofje, vsi tisti, ki službeno po svojem življenju oznanjamo evangelij. In nič manj tudi vi, dragi verniki. Podoba je kako drobne žilice kapilare, da ponesemo življajočo kri Božje besede, Božjega sporočila, njegove moči in njegove tolažbe do vseh celic, se pravi do vseh cerkvenih skupnosti, do vsakega posamičnega člana, tudi do tistih na skrajnih obrobjih človeške družine. Da pa Kristusov evangelij lahko gre v svet, potrebujemo tudi različne preizkušnje, potrebujemo različne načine, različna delovanja. Potrebujemo neizčrpno požrtvovalnost, domiselnost in iznajdljivost, ki jo predstavlja apostol Pavel v svoji gorečnosti in v svojem misijonskem poslanstvu. Toda ravno on, ki si je upal reči, da se je za evangelij trudil bolj kakor vsi drugi, takoj dodaja: pa ne jaz, ampak Božja milost, ki je z menoj. On, ki je bridko izkušal, da se mož izpopolnjuje v slabosti, je vedel, da Jezusov sodelavec nikoli ne sme računati samo nas. Kajti zaklad, ki ga prenašamo v ta svet, je v lončenih posodah, da bi bila ta presežnost iz Boga in nikoli ne iz nas, ki smo oznanjevalci. Te krhke posode, ki se lahko hitro krušijo ali celo razbijajo ali počijo, je to, kar nam Kristus prinaša v naše življenje, vesela vest,
To je nekaj neprecenljivega, nekaj najbolj dragocenega v našem življenju. Zato naša moč ni iz nas, ampak vedno iz Boga. Dragi bratje in sestre, v teh dneh prejemamo tudi nove duhovnike po daru svetega reda po mašniškem posvečenju. Noben drug človeški poklic se nikoli ne začne s posvetitvijo. Vsi posvetni poklici izhajajo z lastne človeške sposobnosti, nadarjenosti ali moči. Toda duhovnikova moč in avtoriteta izhaja iz njegove posvetitve, iz moči in avtoritete Jezusa Kristusa. Tako postaja pridružen Jezusovi službi, Jezusovemu odrešenskemu načrtu in služenju, da bi ga ponesel vsem narodom in vsem ljudstvom. In to se uresničuje prav preko Cerkve z veliko začetnico. In to je tisto, po čemer se duhovništvo razlikuje od vseh ostalih poklicev na tem svetu. Če vzamemo tistega, ki je Jezusa izdal, se je Peter od vseh apostolov med Jezusovim trpljenjem najslabše izkazal v svojem delovanju. In vendar je Jezus ravno njega postavil za voditelja, za prvega papeža, za temelj sveti Cerkvi. S tem je jasno dal vedeti, da si vodilnega mesta Peter nikoli ni zaslužil, ampak mu je bilo vse to podarjeno po Božji milosti in izvolitvi in da ga je Bog naprej izbral za to, da bo vodil sveto Cerkev. Kdor torej hoče, lahko Petru in njegovim naslednikom in tudi Cerkvi več kot 2000 let marsikaj očita. Toda Cerkev ni ustanova, ki bi zrasla na človeških sposobnostih in na človeških merilih. Jezus Kristus, ki je za nas umrl in vstal, je tako kot šibkega Petra tudi danes vsakega duhovnika izvolil in poklical, da on uresničuje evangelij in ga prinaša temu svetu v Cerkvi. Sicer pa nas temu zaupanju spodbuja in vabi tudi Jezus sam, ko je nekoč apostolu Petru in drugim duhovnikom dejal z besedami: Glej, Satan vas je zahteval, da bi vas presejal kakor pšenico. Jaz pa se molim zate, da ne upešate vsega. In ko se boš nekoč spreobrnil, utrdi svoje brate. Dragi bratje in sestre, te besede so nam tudi tolažba in moč, da se zavedamo, da kljub svoji krhkosti in nesposobnosti vsak na svoj način v tem času lahko in moramo oznanjati Gospodov evangelij. Tako nam današnji praznik kaže dve podobi in hkrati dve različni življenji, Petrovo in Pavlovo. Podobo hierarhične Cerkve in podobo oznanjevalca evangelija. In tudi v nas vedno znova kaže Kristus te dve podobi, ki nam data tudi moč, da lahko oznanjamo Gospodov evangelij. Gospod nas spremlja in kliče in tudi nagrajuje. In obe življenji sta usmerjeni k istemu cilju, to je oznanjevanje evangelija in graditvi Božjega človeštva tukaj na zemlji. Današnji praznik nas torej spodbuja, kako lahko in moramo vsak na svoj način graditi Kristusovo Cerkev. Zatajiti Cerkev je kakor zatajiti lastno mater, kajti Cerkev nas je v krstu rodila in nas hrani z sakramentom in z besedo. Tako pravi sveti Ciprijan in nadaljuje z naslednjimi besedami. Ne moremo imeti Boga za očeta, če nimamo Cerkve za svoje matere. In tudi pravi, prišel bo trenutek, ko bo edina stvar, ki nam bo lahko dala gotovost prav občutek, da pripadamo in da smo del svete, katoliške in apostolske Cerkve. Sveta Terezija Avilska, ki se je ob smrtni uri napadale hude skušnjave, je našla tolažbo in gotovost v besedah, ki jih je nenehno ponavljala. Sem hči svete Cerkve. Tudi mi se, bratje in sestre, naučimo z Jezusom reči: moja Cerkev in moj Bog. Ne, dragi bratje in sestre, te besede nenehno odmevajo v našem srcu in jih vsak dan tudi uresničujemo v svojem življenju.
v lastni poklicanosti, a v eni sveti, katoliški in apostolski cerkvi. Naj torej ostane in hkrati vedno znova postane to naloga vseh kristjanov, tako vernikov, kakor tudi duhovnikov. Da bomo skupaj z apostolom Pavlom vzklikali: dober boj sem izbojeval, tek dokončal in tudi vero ohranil. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje,